Spoštovane dame in gospodje, vsem, ki tekmujete najprej zase, izražam občudovanje in čestitam za uspehe. Hkrati pa tekmujete tudi za Slovenijo in dovolite mi, da izkoristim nocojšnji priložnosti sprejem za izraze naše splošne hvaležnosti države, ljudi, ki jih imam čast predstavljati, za vaše uspehe in vse, kar ti uspehi pomenijo tudi za našo povezanost. Kdor je obiskal prireditev v Planici, ki samo zaključuje lok čudovitih smučarskih prireditev od Pokljuke preko Maribora, Kranjske gore in drugih, vse tja do tega res čarobnega planiškega praznika, razume, da gre vsaj pri nas, navijačih, za več kot samo za šport. Seveda, v ospredju ste športnice in športniki in vsi vam privoščimo sijajne rezultate in te tudi dosegate. Ampak tisto, kar se ne samo mene kot predsednika republike, ampak tudi mnogih drugih naših ljudi dotakne, je ena nevidna nit povezanosti, ki jo športniki spletete med nami. Številne druge se ali razparajo ali so manj močne, kot bi si kot neka skupno želeli. Šport pa očitno kot neka močna vrv poveže narod, prebivalstvo Slovenije pod eno zastavo, pod eno himno. To je čudovit dosežek. In izkoriščam, kot rečeno, ta sprejem, da se vam vsem, ne samo tekmovalkam in tekmovalcem, ampak vsem, kot je rekel minister, ki skrbite, zato zahvalim najbolj iskreno. Nekateri zaključujejo športno pot, a vas smem povabiti bližje. Čeprav, kot rečeno, imate vso pravico, da tekmujete najprej in predvsem zase. In ne morem vam reči, kako uživamo v tem, da v tem tekmovanju uživate najprej in predvsem vi, kot športnice in športniki. Kot sem dejal prej, tekmujete tudi za nas. Tudi vi, gospod Kranjski, zaključujete vašo imenitno športno pot, si zaslužite izraze naše hvaležnosti in občudovanja. Zdaj, to ni planiški orel, ampak naj vas ta ptica miru, ki je sicer protokolarno darilo, ki ga dajemo običajno državnikom, spominja na našo hvaležnost za vašo športno pot. Bila je imenitna, polna trenutkov, ki so navdahnili celotno slovensko, pa tudi svetovno športno javnost. Ne morem pa vam povedati, kako je to pomembno za mlade ljudi. Jaz sem z njimi sedel, ko ste leteli zadnja leta in ne povem tukaj eno majhno anekdoto, preden vam izročim to ptico. Pred mano je sedel en majhen fantek, star 7 ali 8 let. To je resnična anekdota, je popisana tudi v mojem letnem poročilu. Mislim, da je bilo prav med vašim skokom, tako imam v spominu, ko sem vihtel to slovensko zastavo slavnih in se potem ta mali fantek obrnil, mi povedal, da tudi on trenira skoke in rekel, zdaj ti za njega navijaš, ampak čez 10 let boš pa zame vihtel zastavo. Mislim, da ste takrat leteli vi. Ne vem, če se zavedate, kaj to pomeni za mlade ljudi, da v vas vidijo en tak svetov vzor. To je neprecenljivo. Hvala za vse. Prosim, izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Gospod predsednik, hvala lepa za sprejem. Najprej iskrene čestitke vsem športnikom, še posebej tistim, ki ste letos dobili na svetovnem prvenstvu medalje. Želim vam uspešno pot naprej, predvsem pa brez poškodb. Hvala.
V imenu športnic in športnikov bosta spregovorili nosilki odličja, gospa Ana Katja Višnar in gospa Ana Marija Lampič, ki sta na letošnjem svetovnem prvenstvu osvojili srebrno medaljo v ekipnem tekaškem šprintu v klasičnem slogu. Izvolita. Pozdrav vsem skupaj in najprej čestitke tudi ostalim športnikom za uspehe v tej sezoni. Za mano je dolga kariera in letos v Seefeldu na svetovnem prvenstvu sem le uresničila svoje sanje. Bila sem potrpežljiva in verjela, da tudi po rojstvu sina, če vztrajam in s trdim delom in ljubeznijo, ki jo imaš do tega, kar počneš, lahko dosežeš visoko. Ja, res je, za tem izrednim uspehom, ki sva ga s Katjo dosegle, stoji mala močna ekipa, družina in prijatelji, tako da tudi za ostalim rezultati drugih športnikov mislim, da je povsem enako, tako da bi rada čestitala tudi ostalim. Zdaj bi pa prosila gospoda predsednika, če se lahko pridruži tukaj, da se vam zahvalim. Ja, da se vam zahvalim v imenu vseh športnic, športnikov in Smučarske zveze Slovenije za tradicionalen sprejem in vam izročam tole simbolično darilo. Hvala. Vam čestitke. Hvala. Čestitke.